alpinizmom se ukvarja že preko 25 let. Kaj ti ta dejavnost pomeni, mogoče kaj ti daje? Z eno oziroma z dvema besedami je to način življenja. Jaz v bistvu sem s tem nekako svojo osebnost zgradil in zdaj lahko rečem, da brez tega pač ne bi bil tak, kot sem. Tako da da mi vse, energijo, ideje, skratka, alpinizem je zame ena dejavnost, ki je del mene, brez te pač bi bil jaz verjetno čisto drugačen. Kako si pa to dejavnost dojemal nekoč, v mladosti, pa mogoče zdaj, ko imaš že nekaj desetletij za sabo? No, zdaj gledano nazaj sem začel iz radovednosti. Zanimalo me je, kaj se bom, pač, da bi se malo več naučil še, da bi znal hoditi tudi tam, kjer prej nisem mogel. No, potem skozi različna obdobja so bili te vzgibi, so se mešali, pol še tudi mogoče nekaj športnega duha je bilo, malo tekmovalnosti, celo kdaj take, bi rekel, bolj skromne, zato ker alpinizem ni tekmovalen šport. Zdaj pa lahko rečem, da sem spet nekako v tista otroška leta prišel, ko me spet radovednost še najbolj žene. Tako da to se pač menja, tako kot pri vsakem človeku, verjetno, ko vsako stvar počne. Če jo dolgo časa počneš, je vzgibov več, ni samo eden. Alpinisti večkrat pravimo, da je alpinizem dejavnost, ki je veliko več kot samo šport. In zaradi tega se ponavadi dosežkov v alpinizmu ne da meriti. Kako pa je drugače z objektivnostjo v alpinizmu? Tega sem se že zdavnaj utresel, da bi govoril, da je alpinizem več kot šport. V bistvu vsaka dejavnost lahko na nek način bogata. Tudi vsak šport, verjetno tudi en amaterski nogometaš lahko doživlja podobne stvari, ki jih jaz v hribih doživljam. Res pa je, da zaradi te pač izpostavljenosti, ki je vgrajena v alpinizem, ima alpinizem svoje značilnosti. To pomeni, da je treba biti ves čas res koncentriran na tisto, kar počneš. Pri nekaterih drugih dejavnosti se lahko pač ob rob igrišča ali pa nekam usedeš pa se spočuješ. Tukaj pa, če si enkrat sredi dogajanja v gorah, moraš potem še dol priti. Kar se pa same merljivosti pa tega tiče, mislim, da alpinizem sam se ne da pomeriti. Torej, tega početja, zato ker ni razen tega nadmorske višine oziroma višine smeri, pa mogoče še časa, ki ga porabiš za plezanje, ni absolutnih meril. Tukaj je cel kup potem spremenljivk, vreme, razmere v gorah, ne vem, včasih, če je sonce, je boljše, kot če ni, včasih je pa slabše, če ti je vroče. Zdaj, enkrat drugič je zelo v redu, če je hladno, zato ker je dober led. Spet naslednjič pa ni fajn, če je mraz, zato ker, ne vem, je skala premrzla, pa pol ne moreš tudi optimalno plezati. Skratka, teh stvari je v alpinizmu toliko, da ki jih enkrat daš na mizo, pa pogledaš, vidiš, da se to ne da tako enostavno pomeriti. Še največja spremenljivka je pa človek sam, pa njegova počutja, ker v alpinizmu pri plezalnih smereh govorimo o ocenah. No in že sama beseda pove, da gre za neko mnenje, da je to pač nekaj, vsak človek skuša glede na svoj oseben pogled na zadevo dati neko mnenje in govorimo o oceni smeri, ki se pa lahko ustali šele po večjih ponovitvah, ko več ljudi poda neko podobno mnenje o težavah, šele potem lahko rečemo, v redu, ta smer je pa toliko težka, če pa plezaš novo smer, si pa seveda čustveno vpleten in je čisto logično, da mnenje oziroma ocena ne more biti objektivna. Si tudi eden največjih zagovornikov visokih etičnih meril v alpinizmu, kar pomeni, da zate ni pomembno samo, da čez neko steno splezaš, ampak tudi na kakšen način splezaš in pa kako v vzponu poročaš. Zakaj to področje jemlješ tako resno, mogoče celo osebno? No, ne vem, če ga osebno jemljem. Mogoče v smislu, da se mi zdi, da je ta igra, ki jo igramo v gorah, ima samo ta izhod, da smo pač iskreni do tega, kar počnemo
in da počnemo na en tak način, ki pač ni. Torej, način je bolj pomemben kot. Mislim, da je v gorah cilj ne poveličuje sredstev, ampak je obratno. Torej, človek mora trenirati zato, da je dorasel neki svoji ideji, potem ideje seveda spet zrastejo in spet treniraš in nekako na ta način lahko premikaš svoje lastne meje, ne? Mogoče čez čas tudi bolj splošne. Ne? In ravno zaradi tega, ker je omejeno število gora, sten, smeri na svetu, na tem planetu, se mi zdi neodgovorno, da bi se loteval gora kar na vsak način, torej z fiksnimi vrvmi, s kisikom. Skratka, te stvari so preživete, v svojem času so bile takrat del mišljenja družbe, zdaj pa mislim, da je družba že toliko zrela, da lahko sprejme to odgovornost, da reče: v redu, gore so tam izziv. Način, kako bomo plezali, je pa jasen, čim bolj enostavno, s čim manj sledmi, ki jih pustimo za sabo, zato da bo vsak, ki bo za nami prišel, lahko kaj podobnega izkusil, oziroma bo imel svojo izkušnjo, ne tisto našo izkušnjo, ki smo mu mi vsilili, svojo opremo, ki smo jo tam pustili. Si zelo vsestranski plezalec, alpinist. Čemu pripisuješ to vsestranskost? No, zdaj jaz sam se nagledam tako kot. Jaz bi to mogoče prej opredelil, da sem kompleten v tem smislu, da skušam stvari, ki jih počnem, čim bolj početi, ko sem sam z njimi, saj sam z njimi zadovoljen. Ne? Res je, da to se ne da vedno. Zdaj, čemu bi to pripisal, pa ne vem. Mogoče karakterju, vzgoji. Ne vem, sam se težko lotim ocenjevanja tega, zakaj to, kar počnem, tako kot počnem, sploh počnem. Pač stvar mi všeč in tako počnem. Zdaj, res pa je, da me zlepa ne zadovolji kar povprečnost. Ne? Do enega povprečnega odnosa sem, lahko rečem, da celo tak, imam en odklonilen odnos. Mislim, da stvari, ki jih človek počne v življenju, je prav, da jih počne na polno in skoncentriran, sicer pa boš, da se čisa drugega loti. Bil si že na več kot 20 odpravah. Mogoče katera ti je najbolj ostala v spominu? No, zato bi se težko odločil. Tudi sam na svojem osebnem nivoju nimam enih temeljev, po katerih bi odprave selekcioniral. Vedno najbolj v spominu ostane ta zadnja. Ne? S pogledom naslednjo. Ne? Res je, da so bile določene odprave, ki so bile čustveno bolj močne, no? In lahko čisto brez sramu rečem, da jih je bilo nekaj takih, kjer so nekako v spominu zabeležene močnejše v tem smislu, da se jih večkrat spomnim, predvsem zato, ker je bilo to povezano s takimi bolj intenzivnimi čustvenimi odzivi. Zagotovo je bila to odprava na Kanč, leta 1991, takrat sta umrla Jože pa Marija Frantar, Jože Rozman pa Marija Frantar. Bilo jih je recimo potem še, pa tudi prej, še več, vsaka po svoje. Ne? Zdaj na vsako odpravo greš malo nadolžen v nekem smislu, čist izkustveno. Nazaj prideš močnejši, bolj izkušen, ne? In tako zidaš, kaj eno piramido, zdaj če en košček ven vzameš, se sicer ne podre. Ne? Res pa je, da tista struktura pol ni več tako idealna, kot jaz tisto izkušnjo prej, tako da jaz tega ne bi seciral. Tvoja velika strast je tudi fotografija. Kako je do tega sploh prišlo? S fotografijo in alpinizmom sem se začel ukvarjati skoraj sočasno. Čeprav sem fotografiral že preden sem plezal, tako sem fotografijo v osnovi poznal, ampak z te izpovedne plati sem jo pa takrat začel spoznavati, zato ker sem izdelal, da s fotografijo lahko nek spomin ustvaram tega, kar sem sam doživel in ga potem podoživim skozi pogled na to svojo fotografijo. Istočasno je pa to mi predstavljalo tudi eno možnost, da sem komu drugemu še pokazal, kje sem bil. Res pa je, da sem potem spoznal, da je največji izziv fotografije ravno to, da skušaš nekako tisto doživetje, ki si ga ti sam doživel skozi fotografijo,
potem posredovati še komu drugmu. In ta izziv me še vedno enako izziva kot takrat na začetku, zato ker zdaj o fotografiji bistveno več vem in se tudi zlepa ne zadovoljim kar z neko počitniško fotografijo, kar tako, ne, ampak mora imeti fotografija še eno vsebino. Kakšen je pa tvoj odnos do domačih ribov, do teh, ki jih vidiš tukaj s Kamnika? No, vsekakor glede na to, da sem začel tukaj in da vsak dan skoraj, kadar sem doma, gledam teh ribe, moj odnos zelo čustven, tako kot do doma, domačijski, ne, v tem smislu, da jih poznam zelo dobro, ampak zelo rad še vedno grem v hribo, vedno je kaj novega, ne, to je neke vrste, če se zdaj bolj znanstveno izrazim, zame en laboratorij, kjer se še zmeraj na novo odkrivam, ne, ampak bolj v niansah, tako, kjer sem že velikokrat bil, še zmeraj kaj novega odkrijem, sam sebe na novo spoznavam, ne, tako da te domači hribi so res nek neskončen vir idej, navdiha. Kje pa vidiš zase izzive za v prihodnosti? Jih je še veliko? To mislim, da jih ne bo zmanjkalo. Z vsakim pač uresničenim izzivom se rodi nek nov, ne? Ker jaz v bistvu si cilje postavljam neke želje, no? So vedno malo pred tistim, kar sem gotov, da lahko naredim, ne? Vedno je mečkam naprej, ne? In zdaj v alpinističnem smislu so izzivi ti dolge stene, ki jih je možno splezati prosto, alpsko, ne? To niti ni mogoče, ko bi rekel, v tem smislu izzivov čisto konkretnih ciljev, ampak so neke ideje, ki se jih lotim takrat, ko mislim, da sem zrel za to. Zdaj v fotografskem smislu me izziva zdaj ta digitalni medij do te mere, da bi ga rad čim bolj podrobno spoznal in idejno se v tem razvil. Čisto človeško ali pa družinsko, ne. Imam pa izzivov še ogromno, ne. Rad bi pač nekako bolj zaživel, mogoče bolj na svoje, v tem smislu, da bi en brlog zgradili pa tam začeli živeti. Skratka, zdaj izzivov jaz vidim več, kot pa mislim, da jih bom uspel uresničiti, no, in nimam strahu. Šele zdaj vidim stvari, za katere vem, da jih bojo mogoče tisti mladi, ki so šele zdaj začeli resno plezati, pa ki imajo resen odnos do alpinizma, mogoče čez njih 15 ali pa 20 let splezali, jaz pa nikoli, ne, ampak jih že vidim.